tabela F2 na strani F2/5, tabela F2 na strani R/5 do F5/5. Varovanje zaupnosti ostalih podatkov v ponudbenih in pogodbenih dokumentih v delu, ki so določeni kot poslovna skrivnost oziroma s stopnjo tajnosti internet, se ne spreminja. Skratka, tisto, kar je... Iz tega sledi, da vse tisto, kar je gospod Cvikl želel, ko je na zadnji seji tukaj javno govoril po seji, ko je dajal izjavo, da si želi, da ministrstvo umakne stopnjo tajnosti iz teh podatkov. Sedaj ima to na voljo, vendar javnosti ni želel poleg. Mogoče se to zdaj, da ste zapustila sejo, kaj pričakujete, da lahko recimo gospod Sok odstopil od komisije, ali v bistvu, kaj želite s tem protestom danes povedati? Današnji protest je bilo, ni bilo več mogoče sodelovati na tej seji. Nismo dobili ne besede, poslušali smo monolog gospoda Cvikla 1:15 minut, od tega je mogoče 15 minut govoril gospod Bavčar, ki je demantiral vse njegove navedbe, vendar on je vztrajal do konca, ko smo želeli mi postaviti vprašanje, počakajte, sedaj jaz postavljam vprašanje in na takšne izgovore oziroma na takšen način vodenja jaz ne pristajam. Torej, če je bilo govora o podatkih, ki so zdaj javni, argument, zakaj se ni javna? Ja, vprašajte Cvikla. Cvikl se je odločil, da to ne bo javno, po mojem mnenju... Vam je argumentiral, zakaj? Ne, argumentiral ni, on se je odločil, da ne bo odprl se, po mojem mnenju, zaradi tega, ker bi se ga postavilo na laž. Točno, gospod Bavčar je izjavil na tem delu seje o vseh teh zadevah, o katerih so umaknili stopnjo zaupnosti, da to enostavno ne drži, kar je gospod Cvikl. Kaj bo glede orožje oziroma oborožitve? Še nismo prišli do tja. Do tja sploh še nismo prišli. Je pa, glede na to, kako Cvikl dela, bo do tja prišel približno jutri do poldne, okrog 3-4 zjutraj. Hvala lepa. V njegovem razrešitvi tožilstva že smo rekli? Ne, smo, uradno smo po razrešitvi, uradno smo vložili to in to mora priti na komisijo, tako da bo uradno in naslednjič pravzaprav avtomatsko, pravzaprav Cvikl ne more biti več predsednik in podpredsednik vodi sejo naprej. Samo tisto sejo, na kateri bo zaslišan Cvikl, ali tudi sicer? Ne, potem ga mora, državni zbor ga mora razrešiti, zamenjati, in potem, ko se to naredi, verjetno bo moral počakati na prvo sejo in novega predsednika ali pa podpredsednik vodi. Spravi, jutri še vodi gospod Cvikl? Ne, zadeva je vložena in to mora stopiti v veljavo takoj, tako saj govori poslovnik državnega zbora in te komisije. Gospod Cvikl je rekel, da mora 30 poslancev, ki je dalo zahtevo za preiskavo, to odločiti. To je bedarija, ne si Cvikl prebere poslovnik, ne. Cvikl vedno tolmači vse po svoje in ker misli, da je v Pahorjevi stranki, misli, da mu je vse dovoljeno. Hvala lepa.